Jaz bi vas spomnil, da smo se zadnjič pogovarjali o dipolu. Pravzaprav smo rekli, da je dipol nekaj zelo podobnega kot naboj, pa vendar gre za par dveh nabojev, ki sta si blizu skupaj. S tem smo si pa nekoliko začeli pripravljati teren, da si bomo pogledali snov v električnem polju. Mislim, da smo tako tudi že napisali, če sem prej v redu videl. Snov v električnem polju. Kar vam hočem povedati je, da smo do zdaj praktično se ukvarjali z električnim poljem v praznem prostoru, v vakuumu. Če že smo imeli kakšne vodnike, smo si jih pa predstavljali kot neke idealne prevodnike, tako da smo si te temeljne strukture lahko pogledali. Zdaj v nadaljevanju sem pa rekel, bomo praktično v okviru našega predmeta pogledali samo dve snovi, to sta prevodnik in pa izolant. Potem obstaja izolantu, bomo rekli tudi dielektrik zaradi njegovih lastnosti. Obstaja še potem kar nekaj različnih snovi, s katerimi se ne bomo ukvarjali, ker imajo dokaj specifične lastnosti. To so recimo družina polprevodnikov, za katere veste, da jih najdete v diodah, tranzistorjih in pa v vseh teh polprevodniških elementih, čipih v okviru vaših telefonov, računalnikov, zaslonov in podobno. Pa potem bi se lahko še, kasneje se bomo še z magnetiki srečevali, ampak danes kot pomnilniki se vse manj uporabljajo magnetiki, ampak so vse bolj polprevodniki. Ok, ampak ker ne bi rad, da zajadramo prepodrobno vse te zadeve, bi si pogledali samo za tele dve družine, če bo kdaj kdo več rabil pa znal ekstrapolirati to svoje znanje. Zdaj, če ste za to bi kar morda tak naslov si naredili, torej prevodnik in električno polje, ali pa prevodnik v električnem polju. Pa bi najprej z vami rad spregovoril, kaj je pravzaprav prevodnik. Torej, prevodnik je tista snov, ki ima v svoji strukturi dovolj prosto gibljivih nosilcev naboja, da posledično skozi njega lahko teče električni tok. To se pravi, mi rečemo, da prevaja električni tok, kot tudi to ime, da je prevodnik. Se pravi, ključna ločnica tukaj je, da imajo prevodniki veliko prostih nosilcev naboja, izolanti jih imajo pa malo. Še vedno jih imajo, ampak relativno malo. Se pravi, ta meja si verjetno ne predstavljate, da ni čisto digitalna, da se pravi, da bi rekli eno ali drugo, zato imamo še kakšne druge snovi, kot sem prej omenil, snovi, ki občasno lahko prevajajo pod določenimi pogoji, občasno pa ne, to so polprevodniki. Ampak zdaj, če si pogledamo, kaj so tej prosti naboji, o katerih govorim. Če se spomnite, smo mi že govorili o strukturi atoma. Rekli smo, da imamo jedro, pa imamo te elektrone, ki krožijo po različnih lupinah, in za prevajanje so interesantni te elektroni, ki so na zunanji lupini. To se pravi, te so tisti, ki potem, če malo takole karikiram, da so tole različni atomi, te elektroni lahko preskakujejo iz enega na drug elektron in s tem, ko preskakujejo takole naokrog, nam steče električni tok, rečemo, da prevaja neka struktura. Potem si lahko predstavljate, tudi iz kemije poznate raztopino natrijevega klorida. Ko daste navadno kuhinjsko sol v vodo, ali pa če pogledamo morsko vodo, se v bistvu ta dva iona ločita tam noter v tej raztopini in eden rata pozitiven, negativen ion, kation pa anion, in ta dva iona potem lahko pod določenimi pogoji, če si predstavljate neko vodo, lahko te dva iona pod določenimi pogoji tukaj potujeta. Se pravi, enega izmed teh pogojev, se verjetno spomnite, ste rekli elektroliza in podobno. To se pravi, če ustvarimo tukaj neko ustrezno električno polje, bo eden potoval v eno smer, drug v drugo smer in spet temu rečemo, da teče električni tok.
Konec koncev imamo tudi pojav, ko v bistvu nam električni tok teče tako, da nam po plinu preskoči en roj nabojev. Gledam v zrak, zato ker imamo tukaj gor te neonske cevi kot žarnice, ne. Pa poznate efekt recimo strele, bomo o preboju še kasneje kakšno besedo rekli, ampak tam veste, da nam pa velika količina naboja praktično preskoči, prebije skozi nek medij in zopet imamo možnost, da nekaj prevaja. Ne. Ok, jaz sem vam orisal zdaj samo idejo, največkrat tretiramo kot prevodnike ravno kovine in v kovinah nam teče ta tok, zato ker nam naboji takole skačejo med samimi atomi. Običajno so te naboji negativni nosilci naboja, elektroni, to so te majhni nosilci naboja, ne? In temu rečemo konduktivni tok. Kondukcija je tudi neko prevajanje. Tisti, ki ste srečevali te pojme, ste srečali ta pojem že pri fiziki, kjer ste rekli, da neko telo prevaja lahko toploto na tak način, da recimo staknete dve telesi, pa eno telo potem to toploto preda drugemu, temu rečemo kondukcija. Ne. Potem konvektivni tok je tisti, ki sem ga prej omenil, zato ker skoči čez nek plin. Ne. Se konec koncev radiator je konvektivno gretje. Ne. To se pravi, tukaj ni gretje mene zato, ker sem se naslonil na radiator, pa je fino topo, ne. To bi bilo konduktivno gretje, ampak konvektivni pomeni, da tukaj le ogreva zrak in ta zrak topo potem ogreva mene. Ne. Pa imamo potem, bomo videli še druge oblike tega toka, ampak da si samo predstavljamo te pojme, ki jih po mojem približno poznate. Konduktivni tok. Konduktivni tok. Dobro. Mogoče sem tole prezgodaj zapisal, mi bomo o toku še kakšno besedo prihodnjič rekli, tako da spustimo tole. Ok, dajmo pa zdaj, ko smo se pogovorili o tem, kaj je prevodnik, nameniti kakšno besedo temu, kar sem napisal, torej prevodnik in električno polje ali pa prevodnik v električnem polju. Ne? Ok. Najbolj splošno gledano smo rekli, si mi električno polje znamo narisati takole, a ne, kot neke puščice. Če se spomnimo, beseda polje, sem rekel, je neke vrste stanje prostora, v katerem delujejo sile. In to stanje prostora, to ni nič oprijemljivega konkretno. Ne? Okrog mene deluje gravitacijsko polje, pa nič ni, ne? Ampak lahko pa narišem puščice, to pomeni, da če kredo dam sem, ne bo padla tako, kot puščica kaže. Ne? In takole smo mi zadnjič povedali, označimo polje, zdaj je električno, čez 2 tedna bo še magnetno, to je tisto znanosti, kar jo mi imamo. Ne? Ok, in dajmo reči, da sem noter damo prevodnik. Če ste zato bi ta prevodnik narisal čisto kot en splošen objekt. To se pravi, dajte si predstavljati, da je to neka kovinska zadeva takale. Okay? In mi se zdaj pogovarjamo, kaj se bo s tem prevodnikom zgodilo. To se pravi, tole lahko napišete, ne, da je to prevodnik in kaj se bo zdaj konkretno z njim zgodilo ali pa v njem zgodilo, bo lepše povedal. Ne. Ok, če čisto razmišljam tole, kar sem tukaj le narisal, lahko rečem, da ima ta prevodnik noter gibljive nosilce in ne bi se rad orientiral samo na ene nosilce, recimo negativne ali pozitivne, rečemo, da so oboji gibljivi. Zdaj, če pa niso, se bomo pa lahko samo o enih pogovarjali. Ne? Okay? In naj bodo recimo takole, mogoče bom plus narisal rdeč, pa minus. Okay. Naj bodo pozitivni nosilci tukaj le zgoraj, ki jih opazujemo, in če se spomnite, smo zapisali eno zelo preprosto enačbo, da je F enako Q krat E. To se pravi, po domače, v isto smer, a ne, kot deluje polje, bo delovala tudi sila, seveda, če bo tale naboj pozitiven. Če bo pozitiven. Ne? In to lahko narišem, kar sem ravno kar povedal. Takole. Tole bo električna sila na pozitiven naboj. Ne? Če bo pa tale naboj negativen, potem bo pa sila delovala ravno v nasprotno smer. Okay? To se pravi,
v tem primeru naše razmišljanje kaže, da nam negativne nosilce vleče sem. Okay. Zdaj se pa vrnemo k temu, kar sem na začetku razložil, kaj je prevodnik. Rekel sem, da prevodnik ima toliko nosilcev, da se nosilci lahko prosto gibljajo. In če se v prevodniku nosilci lahko prosto gibljajo, bo rezultat, da se bodo vsi pozitivni nagužvali na eno stran. Kaj ti lahko se prosto gibljajo? Vsi negativni nosilci se nam bodo nagrmadili na drugi strani. In zdaj en logičen razmislek. Koliko časa se bodo tej nosilci premikali? Ok, mogoče na začetku vam moram priznati, da je teh nosilcev ogromno. Tako kot vi veste, da je v neki strukturi ogromno atomov, tako tudi če govorimo o tem, da ima vsak atom kakšen gibljiv nosilc, potem si lahko predstavljate, da je tudi tule noter ogromno teh nosilcev. Okay. In zato je potem tudi na mestu vprašanje, koliko časa se bodo tej nosilci tukaj razmikali, premikali. In odgovor je zelo preprost. To se pravi, premikali se bodo toliko časa, dokler bo nanje delovala sila. Okay. Zdaj, na prvi pogled bi sicer kdo rekel, ja, se sila bo pa skozi delovala nanje. Ne? Ampak, glejte, takole morate še razmišljati. Jaz sem tukaj narisal tole polje E. Takšno je bilo polje, preden sem dal semle noter ta objekt. To ste me razumeli. Lahko bi temu polju E rekli tudi primarno polje. Nekaj, kar je bilo, preden je bil tukaj noter objekt. Zdaj, ko smo pa mi dali noter tale objekt, so se pa tej naboji začeli premikati. In če bi narisal, gledajte, imam tukaj le zaradi tehle plusov in tukaj le zaradi tehle minusov neko drugo polje, ki se vzpostavi. Tole polje E je pa posledica tega. In če čistko pogledamo, to polje kaže tja, ta posledica kaže pa v obratno smer. Saj vi ste tega že v principu vajeni, ne? A veste, se tudi v naravi je dostikrat pri drugih primerih tako, ko avto hočete čim bolj pospešiti, ja, deluje 100 sil, ki ga hoče čim bolj zavreti. Če hočete nekaj vršiti gor, deluje en kup sil, da bo to padlo nazaj dol. Tako je tudi približno tule. Se pravi, mi smo dali v polje in zdaj imamo tukaj neko, bi temu rekel, rezultančno, mislim, neko dodatno polje smo tukaj dobili. In očitno je, da v nekem trenutku bosta tole polje in tole polje med sabo enaki. In da bo skupna vsota enaka nič. In takrat se bodo tej naboji nehali premikati. Se pravi, lahko zapišem, naboji se premikajo toliko časa, dokler nanje deluje sila. In ko se naboji nehajo premikati, velja, da je notranje polje enako nič. To je pač zaključek tega našega razmisleka. Ok, zdaj, mogoče še, glede na to dolgovezenje, ki smo ga mi imeli, okrog tega, bi vi morda lahko zmotno razmišljali, da tole premikanje traja in traja in traja. Ne. Jaz sem moram priznati, da se ta
premik naboja zgodi v enem zelo kratkem času. Temu času, torej lahko še to dopišem, čas premikanja naboja ali pa naboja je 10 na minus 12 sekunde. Lahko tudi 10 na minus 15 sekunde. To se pravi, mi temu rečemo, da se to zgodi hipoma. Se pravi, takoj, ko damo mi prevodnik tle noter, se ta naboj loči in to je to. To se pravi, to ni nek proces, ki traja, kot smo se mi pogovarjali. Naboj se takoj postavi v novo stanje. V novo stanje se postavi na tak način, da doseže ravnovesje in v bistvu povzroči, da v notranjosti prevodnikov ni polja. In to velja vedno. To se pravi, tale zaključek, do katerega smo prišli, je pravzaprav najbolj pomemben. Ne? V notranjosti prevodnikov nimamo polja. Bi to mogoče kar tukaj zraven zapisali. V notranjosti prevodnikov ni polja. Okay. To se pravi, to smo zaključili iz tega našega razmisleka. Prav, zdaj bomo pa v nadaljevanju si pogledali 4 posledice tega. Jaz bi mogoče preden gremo na to, še poimenoval, torej pojav, razmika nabojev ali pa razmika nabojev. Včasih temu razmiku tudi rečemo delitve nabojev ali pa razdelitve nabojev. Rečemo, torej influenca. Zdaj, če boste z elektrotehniki govorili, se razume, kakšna je influenca, drugače pa torej električna. Električna influenca. Zdaj, ta izraz influenca, verjetno veste, da v angleščini to influence pomeni, da vplivate. Ne? In ta influenca se nanaša na vpliv polja na prevodnika, ne? Od to ime, ne? Torej električna influenca. Ok, zdaj bi bilo sicer super fino si pogledati neki videoposnetkov, ki jih imamo. Malo večji problem je, da ne vem, kako jih boste vi pogledali. Boste kar tako. Ok. Slišali boste vedle, ne? Detekcija elektrin z elektroskopom in električna influenca. S poskusom pokažemo način delitve raznoimenskih elektrin v prevodnih snoveh pod vplivom električnega polja. Za prikaz povečane elektrine uporabimo elektroskop, ki ima na vrhu kovinsko kroglo, na katero nanašamo elektrino. Ebonitno palico močno podrgnemo ob volneno krpo, da se palica naelektri. Palico približamo kovinski krogli. Elektroskop se odkloni. Elektrina na palici pritegne nasprotnoimenske elektrine na krogli, istoimenske pa se oddaljijo in se prenesejo na elektroskop, ki se zato odkloni. Pojav imenujemo ločevanje elektrin, električna razdelba ali električna influenca.
Ko palico odmaknemo, se elektrine spet enakomerno porazdelijo po krogli in površini elektroskopa, zato se kazalec elektroskopa vrne v izhodišče. Če z naelektreno palico podrgnemo ortovinsko kroglo, se del elektrine s palice prenese tudi na kroglo. Palice elektrine ostane na krogli, zato se odklon elektroskopa ne spremeni. Če postopek več zaporedno nadaljuje, se količina elektrin na krogli povečuje, zato se povečuje tudi odklon elektroskopa. Zdaj mogoče, če samo par stvari dodam tej razlagi, ki smo jo dobili. In sicer, glede, tale naš inštrument je bil sestavljen takole iz ene krogle, pa tukaj le mogoče čisto poenostavljeno narišem nekega kazalca. Okay. In mi smo najprej torej naelektrili neko palico in dajte si tole palico predstavljati, lahko si predstavljate, da je zaradi mene pozitivno naelektrena in ko smo jo postavili pozitivno naelektreno palico, je tukaj le v svoji okolici tvorila električno polje. Nič ne bom točno risal, kakšno to polje je, ampak kar hočem povedati je, da je s tem svojim poljem na to kroglo priklicala negativne naboje in zaradi tega, ker so se negativni naboji nabrali tukaj na krogli, so presežki ali pa preostanki pozitivnih nabojev ostali tukaj spodaj. In ker so ostali tako na kazalcu, kot na tistem nosilčku, in ker je tole, bi rekel, zelo uležajeno lepo, ste videli, da se je tale kazalec odklonil. Odklonil se je pa samo začasno, kajti ko ste to palico dali stran, so te minusi šli nazaj dol, se rekombinira in je ta odklon zginil. To je bil prvi del tega poskusa. Drugi del poskusa je pa bil, da smo se mi s tole palico dotaknili te krogle in ko smo se dotaknili te krogle, se je presežek tega plusa pojavil tako na krogli, kot tudi tule. V tem drugem primeru je pa prišlo do trajnega odklona, to se pravi, tudi ko smo palico dali stran, je ta odklon še vedno ostal. In razlog, zakaj se je to zgodilo, je ravno v temle, kar sem vam tukaj prejle razlagal, to je prevodnik in pa influenca. Ok, bi si še nekaj eksperimentov pogledali. Ali pa morda prej, preden si jih bomo pogledali, predebatiramo nekaj lastnosti. Ja, mogoče reči tako. Pa moramo iti pa na drugo stran table, samo sekundo. Ok. Prav, dajmo si pogledati, jaz mislim, da smo bo dovolj, če bomo 4 lastnosti napisali, kaj se zgodi. In sicer prva stvar, ki smo jo ugotovili, je polje znotraj prevodnika je, bom kar napisal, E notranji, je vedno nič. Jaz ne bom vseh teh stvari dokazoval. Zdaj, druga stvar, ki je naboj se vedno nahaja samo na površini
prevodnika. Če samo spomnim tole, ne, kar smo imeli zdaj na tabli, in notranji je nič, ne, in na eni strani imamo en kup plusov, na drugi strani imamo pa en kup minusov. Jaz vas nisem hotel obremenjevati čist z obema tema poljema, ne, ampak dejstvo je, da imamo tukajle zunaj daleč stran tisto primarno polje, tukaj znotraj imamo nulo, ne, tukajle se pa tudi to polje spremeni. Seveda ni naša naloga, da bi karkoli razumeli, kako se to polje spremeni. To je stvar elektrotehnike. Ampak vsem bi sam toliko vam želel povedati, da v vsaki točki mi znamo zaračunati, koliko je to polje. In znamo tudi zapisati to zvezo, da je ploskovna porazdelitev enaka epsilon nič krat e. Bom kar brez tega vektorja pisal. Kaj je ploskovna porazdelitev? To smo pa že povedali zadnjič, ne? To je ploskovna porazdelitev naboja ali površinska porazdelitev naboja. Označimo jo sigma, to je naboj na plosko. Jaz, ko sem bil v vaših letih, ne, sem se vedno sprašal, sem se vprašal, kaj pa, če bi bila tale gneča toliko velika teh nabojev, da v bistvu ne bi zadoščali, da imajo samo zgornji atomi kakšen presežen elektron. Če si predstavljate, ne, da bi bila gneča toliko velika, da bi mogli tudi v notranjost iti. Ne. Samo da vam to dilemo razrešim. Ne. To se pravi, nikoli nimamo gneče tako velike, da bi mogli tudi v notranjo strukturo. Zakaj? Kako lahko to utemeljimo? Glejte, mi imamo v naravi vedno neko zgornjo omejitev za polje. Mi bomo kasneje to še omenili. In sicer to je ta preboj, strelo, ki smo prej rekli. In pač do tega nam nažalost pride tudi pri kakšnih naših izdelkih, da nam prebije zadeve. In ta preboj je omejen z neko največjo vrednostjo polja. Če ga bomo presegli, bo potem počel. In ko mi dosežemo to vrednost polja, da poči, ima še vedno samo vsak milijonti delec presežen naboj. Tako da si boste predstavljali, da tega presežnega naboja ni toliko, da ga bomo kar kopičili tlele noter, ampak da je to še vedno zgolj vsak milijonti ali pa vsak 500 tisoči atom tisti srečnež, ki ima en presežen naboj ali pa ga nima. Ne. Tako da, če pogledate to našo predavalnico, ne, ki ima par 100 sedežev, ne, torej mi verjetno v tej naši polni dvorani ne bi imeli niti enega tazga srečneža, da bi imel presežen naboj. Tako redko so posejani, pa že je polje tako veliko, da pride do preboja. Ne. Tako da mi lahko verjamete, da se resnično vse zgodi samo na zunanji površini. Iz tega ven pridemo še do dveh zaključkov, in sicer, da je prevodnik je ekvipotencialka. Kaj to pomeni, smo zadnjič povedali. To se pravi, da imamo vse točke na površini prevodnika, ki imajo enak potencial. Pa ne samo na površini, tudi vse točke znotraj prevodnika, karkoli bi prijeli, vse bi imele enak potencial. To se pravi, potencial za vse točke prevodnika
je enak. In potem četrta ugotovitev, ki spet ne bom nič dokazoval, ne? Ampak mi smo to že zadnjič povedali. Ko smo se pogovarjali o ekvipotencialkah, smo zaključili, da je polje vedno pravokotno na ekvipotencialke. To se pravi, električno polje je pravokotno na rob prevodnika. To je pa tole, kar ste verjetno že pogruntali iz moje skice, da sem nekako uspel narisati to polje, kako sem to uspel uganiti. Glejte, izhajal sem iz tega, da vem, da je polje vedno pravokotno, ne. Zato se vsaka sinica tako začne približno, ne, da je polje pravokotno. Katero polje to? Se bo mogoče kdo vprašal, ne. Če je prej govoril, da je polje takole obrnjeno, zdaj pa govori, da je tle pravokotno. Ja, glejte, to je rezultančno polje tega zunanjega polja, ki sem ga najprej narisal, da je obrnjeno takole, in pa te porazdelitve nabojev, za katero sem vam rekel, da se naboji prerasporedijo in povzročijo neko dodatno polje. Pa ne želim o tem govoriti, bolj v detajle, ne. Tako da, mogoče samo to, da si predstavljate, da je to v bistvu neko novo oziroma sekundarno polje. Ki se pojavi. To se pravi, kar pač sem želel povedati, je, da se situacija zaradi tega polja pač spremeni. Ok, mi bi si zdaj pogledali nek eksperiment, pa mogoče bomo to naredili potem pač, ali pa ne, lahko še to povemo. Enko stavbe si moramo najdeti. Torej, rad bi z vami zdaj spregovoril o še enem fenomenu, ki nam bo pa lahko tudi koristil, glede teh naših kablov, sem že zadnjič malo namignil, in sicer, dajmo reči, takole, avtonomnost oziroma zaslanjanje. Vezano na prevodnik, avtonomnost oziroma zaslanjanje. Pa bom to razložil, pa si bomo eksperiment pa potem pogledali. Ok, glejte, namesto da govorim o tistemle prevodniku, ki sem ga prej narisal, si dajmo zaradi mene predstavljati neko kovinsko kletko, ali pa za začetek si lahko predstavljamo kovinski pisker, posodo. Profesor, a bi lahko mogoče samo kamero prestavili na drugo tablo? Bom, hvala. Evo, takole. To je neka kovinska posoda. Zakaj sem rekel posoda? Zato, ker posodo ste vi pač navajeni, da imamo kovinsko posodo, pa imamo pokrovko gor, ne, recimo. Bolj navajeni kot pa kletke. Ampak tudi kletko si znate predstavljati. Ne? Imamo ptičjo kletko, imamo kletko za psa, pa ne nazadnje, če si predstavljate, ne, tudi naše stanovanje je neka kletka. Ne? Sej danes, recimo, gradbinca, če pogledate, kako gradi, vidite, da prinese neke mreže, jih med sabo zveže, pa zalije z betonom. Ne? To se pravi, dejansko karkoli mi imamo, so neke kletke. Ne? Tako da to ni nekaj za lase privlečenega. Ne? Dajte, kar vam hočem povedati je, dajte si predstavljati, da smo mi tukaj noter kot opazovalec
tega notranjega prostora in dajmo s to našo kletko, matematiki bi rekli, naš prostor razdeliti na dva dela, na notranjega in pa na zunanjega. Okay? Zdaj si pa predstavljate čist banalen primer, da mi privlečemo sem, ne vem, prej smo imeli tisto naelektreno palco ali pa še bolj primitivno, rečemo, da prinesemo sem en pozitiven naboj. Kaj se bo zgodilo zaradi tega pozitivnega naboja? Zaradi tega pozitivnega naboja se bo tukaj le pojavil na zunanji strani negativen naboj. To se pravi, neki elektroni se lahko tukaj naberejo, ker so se tukaj nabrali elektroni, je pa tule nekaj pozitivnih nabojev noter ostali, ki so pa enakomerno razmetani tukaj noter. Zdaj, če bom jaz tale plus prestavil na neko drugo lokacijo, veste, kaj se bo zgodilo? Ko tale plus prestavim na neko drugo lokacijo, se bodo tele zunanji elektroni pridno premaknili. Sledili bodo, tle jih ne bo več, in so se prestavili na novo lokacijo, a ne? Zdaj že lahko malo več besed povemo, a ne? Tale plus jih s svojim poljem šofira, da se lepo polje zaključuje. Notranjost bo pa ostala čisto enaka, kot je bila. Kar hočem povedati je, da imamo mi dva avtonomna sistema. Zunanji sistem, kjer se nekaj dogaja, ko se premaknemo, se tudi naboj prerazporedi, in notranji sistem, kjer se pa nič ne dogaja. Se pravi, tale kletka nam pravzaprav tvori zaslon. Za vpliv zunanjega polja na notranji prostor. Ok? In ta zaslon, to zaslanjanje, nam predstavlja v bistvu avtonomnost, bom kar napisal, avtonomnost notranjega in zunanjega prostora. Zdaj ta kletka v principu ima svoje ime, imenuje se Faradayjeva kletka. Mi jo bomo videli tudi na eksperimentu. Jaz bi vam pa bolj kot to specifično Faradayjevo kletko rad predstavil spet naš koaksialni kabel. Vi se verjetno spomnite, da sem zadnjič pri koaksialnem kablu, če se spomnite, koaksialni kabel pomeni, da imamo žilo, to je ena tanka žica, in pa plašč. Se spomnite teh dveh izrazov, zadnji žila pa plašč. Pri koaksialnem kablu sem vam povedal, da da ne povzroča polja v svoji zunanjosti. To sem rekel, ena taka super lastnost. On ven ne vpliva s poljem. Ok, ampak to ni egoistično razmišljanje, ne? Človek bi rekel, kaj nas briga, kakšno polje on zunaj povzroča. Nas zanima, kaj drugi noter povzročajo. In tega pa zadnjič nismo rešili. Smo pa danes. S tem, ko mi tukaj le zunaj ozemljimo koaksialni kabel, smo z tem ovojem koaksialnega kabla naredili dva ločena sistema, avtonomna sistema, zunanjost in pa notranjost. In vsi zunanji so s tem plaščem ločeni od notranje žice. S tem smo mi dosegli, da torej oklop
prepreči vpliv zunanjih motenj na, bom napisal žilo, ne, se boste razumeli, da je to ta žica na žilo. Pa v oklepaju bom napisal signal. Signal. To se pravi, to, kar mi v multimediji dostikrat želimo. Ne? Mi želimo prenašati nek kakovosten zvok, kakovostno sliko. Ne? In tukaj imamo mikrofone. Jaz sem večkrat vam že povedal, ne, tlele imam tudi en mikrofon. Ne? In če želimo kakovosten signal prenašati, uporabimo koaksialni kabel, ne zato, ali pa ne zgolj zato, da bo on imel čim manjše motnje navzven, ampak zato, da bodo vplivi od zunaj na noter čim manjši. In temu oklopu bi dodal še ozemljen, besedo, ozemljen oklop prepreči vpliv zunanjih motenj na žilo. Ne? Ok, mi bomo s temi eksperimenti, ki si jih bomo ogledali, pravzaprav tole pogledali na situaciji ravne plošče, pa potem še nekaj drugih situacij si bomo pogledali, kot rečeno, v prihodnji uri.